Koliko stane enomesečno potovanje po Novi Zelandiji? V tem vlogu ti predstavlja vse stroške, ki sva jih imela na najinem 4-tedenskem road tripu po Novi Zelandiji. Se pravi, od hrane in pijače do vseh vstopnic. Hejho! Dobrodošli nazaj na najinem kanalu. Z vami sva tako kot zmeri Ponč pa Sonč oziroma Alex in Cindy. In midva so se v bistvu za 1 leto preselila na Novo Zelandijo, zaključila sva z najinim delom v Češnjah in potem sva se odpravila na enomesečni road trip po južnem otoku Nove Zelandije. In veva, da vas vse zanima, koliko je pa prišel tako potovanje, ta enomesečni road trip. Midva sva v bistvu vse stroške razdelala, se pravi hrana, pijača, koliko sva zapravila v trgovinah, koliko sva v bistvu zapravila potem v gostilnah in teh drugih restauracijah, koliko sva zapravila za kempe, koliko sva zapravila za bencin in pa predvsem glavni strošek vstopnine, ekskurzije in ostala doživetja. Na poti sva bila cele 4 tedne, od v bistvu 5.2. do 3.3., kar je točno 4 tedne. In tudi visoka sezona, ker je v bistvu ravno vrhunec poletja. Tako da, dajmo si kar pogledati te stroške. Preden začnemo, samo to, da boste vedeli, na Novi Zelandiji uporabljajo novozelandski dolar in trenuten pretvornik je, en novozelandski dolar je 0,55 evra. Najprej ena velika predpostavka, kar se telih stroškov tiče. Namreč midva živiva v campervanu, ki ga vidite za nama, in v njemu sva tudi potovala. In pa v bistvu še ena taka informacija, tekom tega road tripa sva kar veliko bila v kempih, kar seveda dvignejo stroškov potovanja, ampak več o tem kasneje. Vse, kar sva doživela tekom 4-tedenskega road tripa, se lahko podrobneje pogledate v vlogih od 12 do 22, da imate tudi boljšo potem predstavo za same preračunavanje stroškov in kaj sva doživela in vse to. Da boste v bistvu videli, kako je najin celoten road trip izgledal. Prva kategorija, kempi in prenočišča. Kar 10 noči sva preživela v plačljivih kempih oziroma tukaj pravijo holiday parki in zato v bistvu odštela $560 oziroma 313 evrov. Vse ostale dni v tem mesecu pa sva večinoma spala v freedom campih, zastonskih kampih, ampak v bistvu zdaj res na tej točki ne bi izgubljala besed, kako so vsi ti kampi tukaj razporejeni, ker imate vse v prejšnjih vlogih. Zakaj sva toliko veliko spala v kampih, teh plačljivih? Ker v nekaterih krajih niti nimaš druge izbire. Recimo en tak primer je Queenstown ali pa Wanaka. Če hočeš biti v centru dogajanja v mestu, moraš iti v holiday park. Nimaš druge, ker freedom campov ni. Druga taka stvar, ki nas je gnala v holiday parke, je dejstvo, da West Coast je zelo deževen in so imela tudi kar nekaj slabih deževnih oziroma slabih vremenskih dni, tako da so se v bistvu zatekla v holiday parke, da so imela infrastrukturo. Tretja stvar je pa slabe hišne baterije. Načeloma za tako pošastjo lahko off-grid zdržiš kar nekaj časa, jaz predpostavko, da imaš v redu zrihtano elektriko, ki pa nama ni bila. To je spet čisto druga zgodba, lahko pogledate v vlogih, tako da sva mogla sva bila primorana v holiday parke, da sva le te baterije lahko nafilali. Povprečno sva torej odštela za te kempe 31 evrov na noč, se pravi, to je en campervan pa 2 osebi. Če jih je več oseb, se potem tudi dražje plača. Druga ena taka obsežna in pomembna kategorija hrana in pijača. Zdaj midva sva to kategorijo razdelila na 2 dela. In sicer A del je trgovinska hrana in pijača oziroma nekaj, s katerim si potem sam kuhaš in pripravljaš. In pa B del, se pravi, vse restauracije, vsi pubi, vsi sladoledi, skratka vse, kar nekako vzunaj ješ in piješ. No pa začnimo najprej s to A kategorijo, torej trgovina. Za trgovino sva midva v enem mesecu zapravila $1255 oziroma 703 evre. Naj sam še to omenim, vse cene, ki jih tukaj govoriva, so v bistvu za 2 osebi. Tako da boste vedeli deliti z 2, če boste samo za 1 osebo računali. Večinsko si midva tukaj na Novi Zelandiji kuhava kar sama, ker imamo v bistvu v campervanu na enem binkotu polno opremljeno kuhinjo in bi bilo bogokletno, da si ne bi kuhala. Zdaj, če pa primerjamo nekako cene tukaj na Novi Zelandiji, ki so v trgovini, bi pa midva rekla, da so te cene zelo, zelo primerljive z Evropo oziroma, če hočete, Slovenijo. Ok, mogoče nekatere stvari so malenkost dražje,
Tak dober primer so recimo jajca, ki so tukaj ekstremno draga in v bistvu stane škatla jajc od 8 do 12 dolarjev. Po drugi strani so pa nekatere stvari bistveno cenejše kot v Sloveniji, recimo zelo dober primer avokado, ki ga lahko dobiš že za 0,50 dolarja. Če pa bi potegnili neko črto, če bi neko povprečje trgovinskih cen preotegnili, bi pa v bistvu bil res povprečje nekje tam. Morate vedeti, da midva tukaj na Novi Zelandiji tudi ful dobro jeva in nisva lih na študentskem budžetu. Marsikdaj si privoščiva tudi kakšen steak, pa ribice, pa v bistvu vino, pivo, vse te stvari res niso poceni in tudi zelo zvišajo budžet. Po drugi strani, če bi v bistvu bila na nekih nudlih ali pa na nekih špagetih, kakorkoli, bi v bistvu ta strošek bil veliko nižji lahko. Kategorija 2B je pa hrana in pijača zunaj. Midva sva v bistvu tekom najnega road tripa 6krat jedla zunaj in pa v bistvu 7krat sva šla na neko pijačko, kavico, sladolede, pač neke te take manjše zadeve. In zato sva v bistvu odštela 518 dolarjev oziroma 290 evrov. Zdaj, midva te cene vedno rada vkorporirava v neke artikle, ki jih vedno primerjamo, kave, piva in to. Tako da recimo za primer, kava tukaj stane 5 dolarjev oziroma 2,80 evra, ampak morate vedeti, da tukaj je standard dvojen shot espressota. Se pravi, pri nas bi bilo to v bistvu še enkrat dražje. Glavne jedi po drugi strani pa stanejo nekje od 20 do 40 dolarjev oziroma to je nekje od 10 do 25 evrov. Vse seveda je odvisno, v katero gostilno greš, pač koliko je fancy ta gostilna in pa posledično tudi katero jed vzameš. Cene zelo nihajo, tako kot pri nas. Še en tak artikel, pivo. Tukaj pivo stane tam nekje med 8 do 16 dolarjev, kar je v naših standardih 4 do 9 evrov, kar je v bistvu zelo veliko. In v bistvu v določenih primerih lahko pivo stane celo to kot neka glavna jed. Zdaj, treba je poudariti, da alkohol na Novi Zelandiji se smatra kot luksus in je temu primerno tudi obračunan. Tako da ni drag samo v restavracijah, ampak tudi v trgovinah. Zdaj, ena dobra stvar na Novi Zelandiji pa je, da ti skoraj v vsaki restavraciji dajo zastonj pitno vodo in ti jo že kar v vrčku prinesejo na samo mizo, tako da v bistvu ti ni treba naročiti pijače, če jo nočeš, lahko samo tisto zastonj vodo piješ, kar je pa tudi fajn vedeti. Pa mben te čuden ne gleda, v bistvu, če samo vodo piješ. To je pa sploh najboljše. Hrana pa recimo v gostilnah res ni spet toliko pretirano draga in en tak zelo ekstremen primer, recimo midva sva šla v Woodstock hotel, kjer so imeli ponudbo hrane, glavne jedi 2 za 1, pač vzameš 2, dobiš 1, plačaš 1. In midva sva tam naročila v bistvu 2 glavni jedi, pa 2 piva in sva za vse skupaj odštela 32 evrov. Pa mogoče na drugi strani malo bolj drag primer, neke luksuzne restauracije, se pravi 2 glavni jedi, 1 sladica, pa 1 boteljka vina, 80 evrov. Takrat sva si malo privoščila za Valentinovo večerjo. Tako. Tretja kategorija, bencin, valjda. Midva sva se zelo veliko prevozila, praktično pač cel južni otok sva prevozila. Poleg tega se v bistvu še ogrevava v Bincotu na pač Webasto na dizelsko ogrevanje, diesel heater. Ja. Tlele se grejeva z Webasto, to je dobro, ker se tlele sicer ne vidi. Se pa sliš verjetno, ja. Kar v bistvu tudi malo pripomore k višji ceni, ampak celokupno sva za enomesečno potovanje za v bistvu dizel odštela 495 dolarjev oziroma 277 evrov. Tukaj treba tudi podati še eno stvar in sicer cene med bencinskimi postajami niso poenotene in izredno nihajo. Ful nihajo. Zelo. In recimo pač midva imava eno ful fajn aplikacijo Gatsby, kjer lahko v bistvu za vsako bencinsko pogledaš, koliko v bistvu je drag bencin, dizel in vse to. Tako da midva si ponavadi že naprej pogledava, katera je najcenejša in potem tja greva tankat. Trenutna cena dizla je v bistvu 0,85 evra na pač liter dizelskega goriva, medtem ko bencin je pa tukaj veliko dražji. Ampak ja, cene goriva se v bistvu zelo spreminjajo.
Pa mogoče ena stvar, ki je dobro omeniti, pri določenih trgovcih, če nakupiš določeno količino živil, dobiš potem ene take kupončke za cenejše gorivo, kar pa tudi včasih kar pripomore, tako za 6 ali pa 10 centov zbiješ dol ceno. Na liter, tako da tudi zelo fajn stvar. Četrta kategorija: vstopnine, ekskurzije in doživetja. Midva sva si tekom tega road tripa kar nekaj privoščila in v bistvu sva tudi ful doživela. In za vse skupaj sva v bistvu za 2 osebi odštela $969 oziroma 542 evrov. Določene stvari so lahko res drage. Zdaj veliko zavisi od tega tudi, kaj si v bistvu privoščite, kaj delate. Zdaj, če boste šli neko adrenalinsko stvar, so cene zelo primerljive s Slovenijo, kar vemo, vedno je drago. Kakšen skok s padalom ima vedno ekstremno drago ceno. Itak. Lahko greste pa samo hajkat oziroma neke pohode delati, občudovati naravo, kar je pa zastonj. Tako da midva sva izbrala po moje neko lepo mero oziroma kompromis med obema, tako da majčka mešanica obojega. Evo, tako vam dava prav nekaj tistih dotičnih, konkretnih primerov, da si boste malo lažje predstavljali, kako te stroški izgledajo. Šla sva recimo v Milford Soundu na tisto ladico, na tisti kruz na ekskurzijo, za kar sva odštela €162, torej vse cene so za 2 osebi, naj še enkrat poudarim. Potem sva šla v Queenstownu na vinsko turo, kjer smo se odpravili v 3 različne vinarne in poizkušali milijone enih vin. Ta ekskurzija je bila kar draga, in sicer €552. V Kiwi parku, kjer sva videla tudi čisto prave kivije, sva plačala €36. Šla sva tudi v Ice Bar v Queenstownu, kjer sva potem dobila 2 koktejla. To je bilo €23. Potem je bila vstopnina za Treetop Park €28 in ogledala sva si pivovarno Montic, kjer sva plačala vstopnino €40. No, evo, pa vam dava še par primerov, še nekaj v bistvu ekstra primerov, ki sicer niso vključeni v ta stroškovnik, ker jih nisva doživela v tem road tripu v februarju, ampak sva jih doživela kasneje, ampak glih tako, da imate za občutek. Za Aleksov rojstni dan sva šla na paragliding, ki nam je prišel €252. Antarktik center vstopnina za 2 osebi pride €50. In pa ta slavni Nevis Swing, se pravi največja, najvišja gugalnica v Queenstownu oziroma najvišja gugalnica na celem svetu, pa nam je prišla €316. 5. kategorija, drugo. To so v bistvu vsi te stroški, ki jih imamo tukaj na Novi Zelandiji na mesečni ravni. Pa naj si bo to v bistvu naročnina za telefon, naročnina na Netflix ali pa recimo pranje cunj v pralnicah. Za vse to skupaj sva odštela $166 oziroma 93 evrov. Za telefon dava $135 na mesec, kar je v bistvu kar velik. Za 2 številki neomejeno. Ja. Zdaj, predvsem je tle ta stvar, se pravi neomejena količina podatkov. Morate vedeti, da pač kot neke vrste digitalna nomada, če hočete, oziroma youtuberja, content creatorja, ki je treba vse te vloge objaviti na internet, pa ki je en vlog 10 giga, pač midva ogromno enih podatkov porabljava in potem za storije in objave in vse, tako da sta res rabila vzeti najvišji paket z največjo pokritostjo, tako da temu primerno potem tudi cena. Lahko pa seveda vzamete tudi cenejše pakete, oziroma če sem pridete za tistih 14 dni, so to verjetno neki predplačniški paketi, saj veste, kako to gre, tako da lahko to ceno bistveno znižate. Po drugi strani pa so v bistvu tukaj tudi pralnice. Midva več ali manj skoraj vedno hodva predvsem na Liquid Laundromat, ker je v bistvu taka franšiza, ja, ki je v bistvu po celi Novi Zelandiji. Imaš pač kartico in potem si plačuješ za stroje. Ponavadi pride 8-kilski stroj, tam med $4 do $5 na pranje. Sušilc pa pride prav tako nekje $4 do $5. 6. kategorija, dodatno vse, kar morate vzeti na znanje. Zdaj, ena taka velika stvar je campervan. Midva, kot rečeno, sva ga kupila, tako da v bistvu nama ga ni treba rentati in to močno v bistvu zniža najne mesečne stroške. Zdaj, če prideš sem, je to ena stvar, sploh če bi rad tak način potovanja, kakor ga imava midva, moraš rentati. Seveda, zdaj družbe so spet od nekih zelo cenenih, kot kar je recimo Juicy, do malo bolj prestižnih, kot je recimo Maui. Zdaj, lahko si greste sami pogledati, koliko bi vas rentanje takega campervana oziroma motorhoma prišlo, ampak ja, vzemite na znanje, to je
signifikanten strošek, ki se doda na koncu pač celotnega izračuna. Ja, je pa čisto odvisen, kaj si želite. Se pravi, lahko pač vzamete sam nek avto, lahko pa prav tista velik motorhome, cene spet od do. Druga taka stvar, na katero ne smete pozabiti, je turistično zavarovanje. Na to vas rada spomneva, saj se nam zdi izjemno pomembno. Danes pa bi vam rada predstavila še eno stvar, ki je lahko zelo koristna, ne samo ko si v tujini, ampak vedno in kadarkoli. Vsi vemo, kako je danes priti do zdravnika in tudi vemo, da se nam včasih ne daje glih za vsako malenkost. Nama, ki so pa v tujini, nama pa sploh manjka domače zdravstvo. Hitro se nam lahko zgodi, da dobimo kakšen čuden glavobol, izpuščaj na telesu, nenavadno bolečino ali nenadno vročino brez vzroka. In res lahko padeš v malo nevšečno situacijo, ker ne veš, ali je stvar tako resna, da bi poiskal medicinsko pomoč, po drugi strani pa te skrb vseeno malo najeda zadaj v možgančki. A ne bi bilo fino, če imaš v takih situacijah nekoga, s komer se lahko na hitro posvetuješ in dobiš dober nasvet, kaj lahko sam narediš za hitro zdravljenje. Ali pa zgolj to, da ti pomiri nemirno vest. In to v maternem jeziku. Na ravno take primere so pomislili pri Zavarovalnici Triglav, ko so razvijali zavarovanje Zdravnik 360. Vsak dan v letu lahko pokličeš zdravstveno točko. Ja, tudi iz tujine. In povezate bojo z družinskim zdravnikom ali z drugimi strokovnjaki. Nadaljavo, preko klica ali videoklica vam lahko pomagajo pri stvarih glede zdravstvenega stanja ali celo naredijo interpretacijo zdravniškega izvida, če ste že obiskali zdravnika. Aja, pa v enem letu lahko storitev koristiš neomejenokrat. Zdravnik 360 z mesečno premijo 5,77 € je res nekaj, kar bi moral imeti vsak. In pa ne pozabiti tudi letalske karte do Nove Zelandije. Pač pot do sem je res dolga. Midva sva na srečo prišla samo enkrat sem, tukaj ostajava 1 leto in v bistvu tega stroška res nisva vključevala. Zdaj, kakor veva, kakor spremljava ta najcenejše karte, kar se dobijo iz naših slovenskih okoliških letališč, so v bistvu nekje 600 € povratna. Ampak to je kar loterija, da boste dobili. Tako da v bistvu bi jaz rekla, da se cene letalskih kart gibljajo od 600 € gor. Še preden si pogledamo celokupen znesek, koliko je naju prišel tale 4-tedenski road trip po Novi Zelandiji, pa v bistvu bi rada predstavila vse stroške še v tortnem diagramu, ki veva, da si boste tako veliko lažje predstavljali. In končno pridemo do celokupnih stroškov. Ajde, počem drumroll. Jaz se ga že skozi delam. Torej, za enomesečni road trip po južnem otoku Nove Zelandije, ki je, saj vemo, ekstremno draga, sva midva odštela za 2 osebi 2843 €. Zdaj, če prihajate iz Slovenije, potem temu strošku dodajte zraven pa še ceno letalskih kart, ki so dol, ne vemo, in pa morebitno rentanje avtodoma oziroma campervana oziroma avta, tako da potem še nekaj malega več nanese. Zdaj, ko smo vam pa predala tako pomembne informacije, koliko stane neko potovanje tukaj na Novi Zelandiji, je pa čas, da greva midva nazaj delati. Ja, najni mošnjički so se malo izpraznili, tako da jih moramo malo nafilati. Vabim vas, da v bistvu sledite najnemu profilu za nove dogodivščine iz Nove Zelandije in pa dajte napisati spodaj komentar, se vam to zdi drago za enomesečno potovanje, ali pocen, ali pač ste nekaj tazga pričakovali, naju res ful zanima. V naslednjem delu se tako odpravljamo v sončni Nelson, najbolj severen del južnega otoka, kar je možen, zelo tak tropski, že ta vpliv tega Abel Tasman nacionalnega parka, kamor greva delati v vinograd. Zdaj, kaj vse sva tam doživela, kaj vse se nam je dogajalo, kaj je bilo najno delo. Kako se dela vino? Kako se dela vino, vse, kar so odnesla iz tega prekrasnega Nelsona, si lahko pogledate v naslednjem vlogu, tako da naročite se na najin kanal, da tega ne zamudite, pritisnite črn gumb, naroči se in pa še zvonček, da res ne boste zamudili, ker vas YouTube sam spomni, ko je nov vlog gor. Se res je ta gumb rdeč, ne, črn, ne več rdeč. A ti še kar rdeč govoriš? Jaz še kar rdeč govorim. V glavnem, hvala, ker ste pogledali ta vlog in se vidimo v naslednjem. Kakitano!